Zamisel je pravzaprav iz leta 2005, ko sem se ukvarjala z lokacijami in spremembami na dejanskih konkretnih prostorih in jih sporejala s fotografijami, ki jih je naredil moj oče pred mnogimi leti na istih lokacijah. Takrat mi je prišel pod roke tudi ta snopič fotografij iz Karteljevskega klanca, kjer so gradili leta 1958 cesto bratstva in enotnosti. In prav leta 2006 so na istem mestu tokrat sodobni gradbinci obnovili gradbišče za namen avtocestnega odseka, novega avtocestnega odseka Hrastje-Lečnica. Zato sem se podala tja na gradbišče, da na isti lokaciji posnamem novo dokumentacijo, nove fotografije. In kako dolgo je trajalo snemanje na tisti lokaciji? Približno mesec pa pol, 2 meseca. Avtocestnega odseka je bilo 8 kilometrov in s fotografinjo Nado Žgank sva teh 8 kilometrov obiskovali toliko časa, dokler niso dokumentirali celotnega poteka oziroma vse gradbene skupine, vse delavce, ki so se tam nahajali. Zanima, kako so se pa kaj gradbeniki odzvali na to, ste jim razložili, kaj se dogaja, zakaj hodite toliko jih obiskovati? Gradbeniki so bili zelo gostoljubni, na gradbišču je ženska izjemen pojav in zato je deležna tudi primerne obravnave. Potem drugi del, ki je pa za namen tega dokumentarnega filma nastal v samskih domovih, je pa seveda bil realiziran v dogovorih z posameznimi delavci, ki so želeli nekako poglobiti ta dialog, ki se je začel na gradbišču. In zdaj v teh samskih domovih, to so bili delavci verjetno, ki niso iz Slovenije, ne? V samskih domovih živijo sezonski delavci, to so ljudje iz bivših republik nekdanje Jugoslavije, iz Bolgarije, Slovaške predvsem, medtem ko tisti Slovenci, ki delajo na gradbišču, se pač vozijo vsakodnevno iz svojih domov. In zdaj, recimo, kaj zadnji čas je bilo dosti po medijih, recimo prav ostanih v samskih domovih, v teh sezonskih delavcih, da je pač dosti skratila njihova pravica. Zdaj, kako imaš ti vpogled v te stvari? Vidim to, ko sem dosti obiskovala. Jaz nisem delala prav analize razmer, v katerih živijo, vendar je iz pogovorov, iz njihovih zgodb seveda razviden kontekst, razvidna situacija in to je definitivno recimo draga najemnina, potem stiskajo se v sobi in ostale stvari tukaj pri meni niso prišli prav v prvi plan, vendar pač ukvirjo njihovo življenje tako, kot je. No, ampak kot ustvarjalec je pač, mislim, ne da bi to vključevala v projekt, ne, ampak opaziš pa verjetno, kaj se dogaja tam, ne? Ja, seveda, se pa samski domovi tudi zelo razlikujejo, ne, ker zdaj so v bistvu v privatni lasti različnih podjetij in je tudi od posameznega podjetja odvisno, kako obravnava svoje delovno silo, kam jih da, ali se briga za njih in tako naprej. Tako da tudi samski domovi po Sloveniji se zelo razlikujejo. Zdaj se ti zdi, da recimo to bratstvo in enotnost, o katerem se je govorilo in o katerem pač teče beseda recimo pri projektu, ne, je možno razviti, mislim, ga je možno videti tudi v teh odnosih do njih v samskih domovih in teh zadevah? Ja, bratstvo in enotnost je seveda nek izraz, ki je preživet, ne? Ampak to, kar se pa zdaj gradi med te vezi, ne, ki se spletajo v samskih domovih, so mogoče neka nova solidarnost med ljudmi iz različnih okolij, ki jih pač ne druži več okvir skupne države, ampak socialno-ekonomska potreba po zaslužku v tujem okolju. To so malo drugačne vezi, ne, ampak se mi zdi, da prav tako globoke, če še ne globlje, kot so bile nekdaj. Zdaj pa še nekaj fotografija bi vas poprašala. Zdaj vidim, kaj jih je nekaj iz 1958. leta, nekaj pa iz 2006. Zdaj ste si verjetno z Nado Žgank ogledali prejšnje fotografije in pol iskali kakšne sinonime ali so fotografije nastajali in ste pol neke dialoge spostavili? Fotografij iz 1958. leta je bilo bistveno manj, kot jih je nastalo leta 2006, zahvaljujoč pač tehnologiji in tudi
bi rekla, tudi več časa smo imeli tukaj na razpolago za dokumentiranje. Ko sva se podale med delavce, jih nisva postavljale v določene poze, ki bi bile ekvivalentne starim fotografijam, ampak sva jih poskušale ujeti v njihovem vsakdanjiku in v tem, kakor so se oni želeli biti predstavljeni. Tako da fotografije smo potem naknadno uredile in potem na koncu sem izbrala najprimernejše za te kompozicije.